kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, bodite usmiljeni, dobrotljivi, ponižni, krotki, potrpežljivi. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte med seboj, kakor je Gospod odpustil vam, tudi vi odpuščajte. Lepo pozdravljeni prijatelji pred malimi ekrani in z nami je novomeški škof Andrej Glavan. Pozdravljeni, gospod škof. Dober dan, lepo pozdravljeni. Kako vas je zaprav pot pripeljala v ta lepi duhovniški poklic? Morda kratek oris življenjepisa? Zgodba duhovniškega poklica je pri vsakem malo drugačna. V ozadju moramo vedno upoštevati to, kar pravi Jezus, niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil. Ali pa druga svetopisemska misel, moje misli, moji načrti niso vaši načrti. Bog me je nagovarjal že od mladosti. Oče je bil namreč organist pa cerkovnik in smo živeli blizu cerkve in s cerkvijo. Jaz sem še čisto majhen bil, tega se niti ne spominjam, ko sem odgovoril na vprašanje našega domačega gospoda župnika, kaj bom, ko bom velik, da sem rekel, to, kar vi, niti nisem znal definirati, povedati, da bom duhovnik. Zelo zgodaj sem šel v šolo, še pred 6 letom, zato sem tudi maturiral, zelo zgodaj, še pred 18, bil sem vedno najmlajši v šoli. Za odločitev za duhovništvo sem bil pri 17 letih pa pol ali pred 18 letom, tako rekoč premlad. Zato sem se po maturi odločil za študij kemije. Danes se ugotavlja, da se za duhovnike odločajo mnogo starejši. Pred kratkim sem bil na svetovnem euharističnem kongresu v Quebecu in smo imeli en dan tudi mašniško posvečenje. In zanimivo, 12 duhovnikov, mašnikov je bilo in najmlajši je bil 128 let, najstarejši pa 47, tako da jaz sem postal duhovnik pri 29, tako za danes pravzaprav razmeroma mlad. Po maturi sem se torej vpisal na kemijo, oziroma kemijsko tehnologijo. Prej kot v 5 letih sem diplomiral, potem sem šel vojakom, oziroma še prej za nekaj mesecev pred vojaščino po diplomi sem se zaposlil v Iskri, v Žužemberku, tovarni kondenzatorjev. Nato sem šel za 1 leto vojakom, takoj po vojaščini pa sem leta 1967 vstopil v bogoslovje in, kot sem že dejal, leta 1972 sem bil posvečen. Že jeseni 1972 leta sem potem odšel na prvo službeno mesto v Škofjo Loko. Tam sem bil kaplan 2 leti, potem sem pa, oziroma še malo manj, potem sem pa postal prvi župnik na novo ustanovljeni župniji Suha pri Škofji Loki. Od tam sem potem odšel ko sem bil izvoljen za dekana, za župnika v Staro Loko in tam preživel najbolj svojih plodnih, ustvarjalnih let v tej župniji, župnija Stara Loka. Po leta 2000 sem imenovan za pomožnega škofa, tako nekoliko je bilo ovinkov, končno je zmagala Božja milost in Božji klic
in tako sem potem leta 2006 pristal kot škof v Novem mestu, ko so bile ustanovljene 3 nove škofije v Celju, Novem mestu in Murski Soboti. Sedaj bi vas poprosil za gledalce oddaje Pot poti, da nam tudi na kratko predstavite škofijo Novo mesto, v čem so prednosti škofij, katere imamo v Sloveniji. Prosim. Tiste, ki so vse skozi prizadevali za ustanovitev ene škofije, vodila misel, da škofije ne bi bile prevelike, vsaj nekatere, ker je majhna škofija, bolj bi lahko rekli prijazna do vernikov, ker imajo verniki, pa tudi zlasti duhovniki, lažji dostop do škofa, lažje komunicirajo, škof je veliko bolj blizu, lahko bolj razpolago. To je bilo nekakšno vodilo. To se pravi pastoralni vidik, pastoralna korist. In tako so res nastale, da je bilo to potrebno, najbrž ugotavljajo danes vsi novi škofje v vseh teh mladih novih škofijah, ker je lažje se obvladuje manjšo škofijo. Namreč pravilo je, da, ali pa ideal bi bil, da bi bile škofije tako velike, da bi škof lahko nekako, kot rečemo, obvladal, bil v stiku z verniki in z duhovniki. V večjih škofijah seveda se potem pomagajo s tem, da imajo tako imane pomožne škofe, ki pa niso pravi škofje, ordinari, ampak le pomagajo pravemu, torej krajevnemu škofu. Tako da z tega vidika je manjša škofija gotovo bolj primerna. Naša škofija spada med manjše, teritorialno sicer ni tako majhna, zlasti ker spada vanjo tudi zelo obsežna kočevska, bi rekli, pokrajina. Po prebivalstvu ali po vernikih je tako rekoč druga, najmanjša, manjša je samo Mursko-Soboška. Ima približno 160.000 prebivalcev in od tega malo manj kot 140.000 katoličanov. Ima 71 župnij, potem imamo okrog 90 inkardiniranih, se pravi vključenih, vpisanih, kako bi rekli, včlanjenih duhovnikov. V pastorali so, da jih je nekaj manj. Razmeroma zelo veliko je cerkva. Imamo skoraj 450 cerkva, čeprav je bilo med vojno in zlasti takoj po vojni kar 110 cerkva, 10 župnijskih, 85 podružnih in nekaj kapel je bilo takrat porušenih, požganih, skratka uničenih, pa še vedno jih imamo 450, kar je gotovo veliko breme, bi rekli zelo dragocena kulturna dediščina, hkrati pa tudi breme za popravilo, za vzdrževanje teh kulturnih in verskih spomenikov. Kaj pravzaprav pomeni beseda stolnica? Večina gledalcev verjetno to besedo pozna in pa prav tudi, da vse tisti stonci, ki nas spremljajo preko svetovnega spleta, da tudi še vas prosim, da vam to poveste. Beseda stolnica ali katedrala, že beseda sama prihaja od stol, to se pravi od katedre, to se pravi, tu je sedež škofa kot glavnega učitelja v neki krajevni cerkvi. Odtud katedra, katedrala ali pa stolnica. In ker škof je prvi, kot pravimo liturg, prvi tudi oznanjevalec v svoji škofiji, duhovniki, seveda mu pa pri tem pomagajo duhovniki. Vaša stolnica je vedno posvetljena svetemu Jožefu, ne? Ne, naša stolnica je posvečena svetemu Miklavžu, svetemu Nikolaju, tako da so kar 3 slovenske stolnice v Ljubljani, Murski Soboti in Novem mestu posvečene temu priljubljenemu svetniku, skrivnostnemu dobrotniku. Pač pa je škofija ima za glavnega zavetnika svetega Jožefa.
To je nekaj drugega, škofijski zavetnik pa zavetnik stolnice. Gospod Škop, smo Slovenci Marijin narod, kajti veliko Marijinih cerkva smo že obiskali, skoraj vse te velike romarske svetišča v oddaji Pot poti. In če pri tem dodam, da je Medžugorski prvi župnik dejal, da pravzaprav na eni strani naj Slovenci čuvamo svoje brezje, tole veliko svetišče in da pravzaprav, ko pridejo Slovenci v Medžugorje, tako lepo pojejo enkratno in iz tega lahko tudi verjetno sklepamo, da se pravzaprav vedno zatekamo k Mariji, kajti k Mariji pridemo najlažje k Jezusu in Bogu. Ja, vsi narodi, vsak narod je pravzaprav Marijin narod. Marija je postala naša mati in mati vsakega izmed nas in s tem seveda vsakega naroda pod križem, ko nam jo je Jezus, torej na križu, izročil z besedami: Sin, glej, tvoja mati, nam jo je dal za mater, ki nas spremlja v svoji materinski skrbi in ljubezni. Slovenci pa se imamo še posebej za, kot rečemo, Marijin narod, je Marija, da rekli, naša kraljica, mnoge pesmi o tem pojejo, Tio Marija, naša kraljica, ker smo bili vedno brez zemeljskih posvetnih kraljev, saj domačih in kraljic. In tako smo si izbrali Marijo, o čemer pričajo številna Božja pota, tako da v Sloveniji, ki jih je res, Nabrezje, ki je naše narodno svetišče, vendar vsaka škofija ima tudi svoje Marijino romarsko središče, svetišče. Pri nas mi smo izbrali iz kar mnogih, tudi poznanih Božjih poti, Marijino cerkev na Zaplazu, ki jo prav zdaj trenutno obnavljamo, ker je bila po vojni precej poškodovana, pa je potem niso nikoli obnovili do konca in je to zdaj trenutno naša naloga. Je pa zelo priljubljena Božja pot, tako da saj na Dolenjskem, bi lahko rekli med Krko in Savo, je zelo znana in ljudje radi romajo na Zaplaz pri Čatežu, tu je nad Trepljem. Kako pravzaprav vi vidite današnjo mladino, gospod Škop? Mladina je bila vedno pač to, kar je, polna idealov, po eni strani je bila zelo revolucionarna, danes se mi zdi, da je včasih kar preveč, da se zateka v neko apatičnost, vendar, kot pravim, vedno je bila nosilka nekaterih novih podvigov, novih sprememb. Morda je nekoliko preveč, saj en del, so preveč razvajeni, čeprav po drugi strani pa družba, življenje zahteva od njih tudi veliko. Vendar, pravim, v delu mladih je še vedno poln idealizma, to kaže zlasti številni prostovoljci. Po drugi strani bi lahko sklepali, da je tudi bolj, kot rečemo, pomehkužena ali pripravljena na manjše odpovedi, kar se kaže tudi v pomanjkanju duhovnih poklicev. Mnogo manj mladih kot nekoč se danes odloča za duhovništvo ali za redovniški poklic. In to tako dekleta, kot tudi seveda fantje. Gospod Škop, so nam sakramenti potrebni? Seveda so nam potrebni. O tem nam govori že definicija sakramentov. Teološka, dogmatična definicija, opredelitev, kaj to je sakrament, pravi, da so sakramenti vidna znamenja nevidne milosti, postavljena od Kristusa za naše odrešenje. Če se samo pri teh zadnjih dveh opredelitvah, definicijah ustavimo, vidna znamenja postavljena od Kristusa.
To se pravi, če jih je Kristus sam postavil, zato da bi mi bili deležni njegovih milosti, njegovega zasluženja, njegovega odrešenja, potem so gotovo nujno potrebni. V središču je seveda prvi sakrament, najpotrebnejši kot nekakšna vrata, ko sem ostalim sakramentom, je sveti krst. Brez krsta ni zveličanja, brez ostalih nekaterih, pa lahko rečemo, je možno zveličanje, dani so nam pa predvsem zato, da bi lažje služili bodisi cerkvi, bodisi ljudem. Tako je na primer sveta Birma, sakrament pričevanja, sakrament apostolata, zato da bi mogli bolj uspešno v moči darov Svetega Duha prinašati odrešenje oziroma jih evangelizirati druge. Podobno je tudi drugi sakrament služenja, to je na primer poroka, zato da lahko služita mož in žena drugim svoji družini. In podobno tudi drugi. V središču je pa seveda vsi sakramenti so pa nekako naravnani na Evharistijo, ki je sakrament edinosti, ljubezni in sakrament, ki nam pomaga, da moramo krščansko živeti v medsebojni ljubezni, oziroma živeti svoj krščanski poklic. Kako vi vidite Kočevski rok? Kočevski rok je res v naši župniji, v naši škofiji in je ne le en kraj tako nesrečnega, jaz si upam reči tudi neke vrste slovenskega genocida, čeprav niso tam bili pobiti, ni to kraj mučeništva le slovenskih ljudi, ampak tudi iz drugih narodov, zlasti Hrvaške, tudi Srbi, Črnogorci so med njimi. Čeprav je v Sloveniji skoraj 550 raznih grobišč ali morišč, kraj, kjer danes odkrivajo ostanke pobitih, vendar sta Kočevski rok in seveda zlasti še tudi Teharje nekakšna simbola tega našega slovenskega genocida in pravimo trpljenja, mučeništva slovenskega naroda, saj vemo, mnogi med temi, saj nekateri okrog 200 je mučencev, ki naj bi jih razglasili, ki so mnogi, ne vsi, prav končali svoje življenje prav v teh naših krajih mučeništva, krajih smrti. To je tako, da je Kočevski rok, lahko rečemo, do neke mere je simbol tega, te naše tragedije, ki se je odvila prve dneve v prvem mesecu po končani drugi svetovni vojni. Verjetno je bilo tudi prav, da bi se spravili sami med sabo in bi bilo potem veliko lažje. Gotovo. Že leta 2000, oziroma v letu 1990, se pravi takoj po demokratičnih spremembah, je pokojni gospod Načkov Šuštar poskrbel za to spravno dejanje, se opravičil, tudi drugi nekateri škofi že prej, vendar takrat je bilo to zelo pomenljivo. O prvi spravni slovesnosti v Rogu je nekako ponudil roko te sprave, vendar zgleda, da priznanja, splošnega priznanja, da za te napake ni bilo tudi z druge strani in najbrž bo potrebno še nekaj časa oziroma malo potrpljenja, da bi osvobojeni vseh predsodkov, osvobojeni in predvsem s to notranjem željo, notranjim hrepenenjem po spravi, po tem, da se ta del zgodovine, kot pravimo, nekje da splošni presoji
da bi se spravili, bo najbrž treba še malo počakati. Za enkrat načelno sicer priznavajo, obsojajo te poboje, ne obsojajo pa seveda tistih dogodkov, ki so do tega pravzaprav privedli. Kako imamo, na eni strani, če pogledamo slovenske družine, imamo pravi odnos do družin, ampak ne da polemiziramo, ampak verjetno družina od celica tega bitja, države, ljudi, naroda, bi verjetno se zaslužila drugačen odnos in drug pristop. Družina je še vedno, zlasti pri nas, pa tudi v mnogih evropskih državah, zelo v ospredju, pri nas sploh, zlasti med mladimi, na prvem mestu med vrednotami. Seveda, kar zasluži, se je vendar osnovna celica človeštva, družbe in od sreče, od zdravja te družine je odvisno potem tudi sreča in počutje posameznikov. Družina je gotovo tisti prostor, kjer človek preživi, bodisi v svoji rojstni, bodisi potem v družini, ki je sam ustvari večino svojega življenja. Seveda, pri nas smo v preteklosti mogoče premalo storili, premalo so se poudarjale tiste vrednote, ki so, tako rekoč, temelj te srečne družine. Da je pri nas družina nekoliko načeta, njeno zdravje, kažejo razni pokazatelji. To se pravi, zlasti imamo skoraj najmanjše število porok na 1000 prebivalcev v Sloveniji, imamo zelo veliko tudi ločitev, imamo demografsko krizo. Nekako včasih se zdi, da bo zmagala kultura smrti, ne kultura življenja. Vendar so pa že tudi dobra znamenja, tudi delno, saj začasen porast, to se pravi rojstev, da se to, kot pravimo, zboljšuje, da ne bi bilo vsako leto več smrti kot pa rojstev, kar seveda narodu zagotavlja prihodnost. Upajmo, da se bo celotna družba zganila, tudi več naredila za to, da bi to družino tudi država podprla. Ni dovolj, da govorimo o nekih vrednotah, ki jih moramo živeti, ki jih moramo uveljavljati, afirmirati, ampak da tudi celotna družba to ustanovo, družinsko ustanovo, družino res podpre, tudi s primerno družini bolj naklonjeno zakonodajo. Čeprav seveda izkušnja kaže tudi iz drugih držav, da samo ekonomski ukrepi, izboljšave, naklonjenost zakonodaje navadno ne zadošča. Potrebna je neka splošna sprememba miselnosti, to se pravi večja odprtost za življenje, da damo prednost življenju, ne pa smrti, ne samo standardu, ampak tudi družini, ker za življenje, za nove generacije je treba pač nekaj tudi vlagati in investirati. Bi pa verjetno, če bi bile družine številnejše, bi tudi verjetno bilo več duhovniških poklicev. No, tudi to je povezano, čeprav nekateri pravijo, glede na sedanje generacije, ni tako velikega padca duhovnih poklicev. Nekoč so bile družine veliko večje in je bilo potem tudi poklicov več. Glede na majhnost družin, na veliko številčno majhne generacije, je duhovnih poklicov nekako še vedno kar dovolj. Seveda, absolutno jih je pa premalo, tako da nam jih zmanjkuje in škofje smo v velikih zadregah, ko je treba zapolniti vrzeli na raznih župnijah, ko nam starejši duhovniki omagujejo, ko tudi umirajo, novih duhovnih poklicov, novih imaš je pa premalo. Imate vse župnije v Škofiji Novo mesto pokrite? Ne, mislim, da ni nobene
škofije v Sloveniji, morda Murska Sobota, pa še zanje nisem trdno prepričan, ki bi ne imela manjših župnij v soupravi, ker nekatere župnije so se res, ki so bile nekoč večje, so se res zmanjšale, imajo veliko demografsko krizo, tako rekoč ljudje samo še umirajo ponekod, ne, in jasno, tam duhovnik najbrž ne bo več dolgo, ker ga potrebujejo župnije, ker je veliko več ljudi, ki se večajo po nekatere. Imam primer neke župnije, kjer je bilo še med obima vojnama 3000 ljudi, danes jih je samo še 500. In kar nekaj takih župnij je, ki so se izrazito zdesetkale in zmanjšale. Te demografske krize ne občutimo toliko v mestih in večjih krajih, ampak treba iti na podeželje. Najbolj žalostno pri nas v nekaterih krajih na Kočevskem, kjer so res samo še stari ljudje. Ko sem obiskoval lansko leto župnije v Kočevski dekaniji, mi je župnik z potrtim žalostjo kazal oziroma pripovedoval, tu v tej vasi sta samo še 2 prebivalca, v tej vasi, v tem naselju ni nobenega otroka več. Z veseljem pa, ko je rekel, tukaj pa še en. In pred kratkim smo lahko brali, da ima neka šola, tam ob Kolpi samo še 4 otroke, za katere skrbijo. Takih primerov je kar nekaj v naši škofiji, pa verjetno tudi drugod. Verjetno. Je pa potrebno pravzaprav tudi za duhovne poklice moliti, ampak velikokrat se ljudje ne zavedamo, da pravzaprav po duhovnikovih rokah prihaja med nas tudi Jezus. Ja, no torej tega se moramo zelo zavedati, ja, da duhovnik deluje v Jezusovem imenu in persona Christi, kot pravimo z latinskimi besedami. Duhovnik je Kristusov, v nekem smislu Kristusov namestnik, posredovalec njegovega odrešenja, že sama maša se upravlja v Jezusovem imenu. Duhovnik ne izreka besed, naprimer, to je Jezusovo telo, ampak to je moje telo. Tudi za ostale sakramente poudarja novejša teologija, ekleziologija, da se podeljuje, da jih Kristus sam podeljuje, ko jih duhovnik deli, je Kristus tisti, ki jih deli. Ta ugotovitev je zelo pomembna. Kristus je hotel imeti za posredovanje svojega odrešenja sodelavce, zato je izbral apostole in jih še tudi danes kliče in izbira. Kaj bi na koncu našim gledalcem oddaje Pot poti povedali oziroma podalili na srce? Ja, več je teh stvari, ki bi jih morda. Vse preveč je še, bi lahko rekel, napačnega gledanja na cerkev in njeno poslanstvo. Lahko bi rekel ljudem, ne bojte se cerkve. Cerkev želi biti v službi ljudi, želi samo dobro. Želi prispevati k pravemu, to je skladnemu napredku, ki bo celosten. Celosten napredek pa je, če se gmotni, znanstveni napredek povezuje tudi z duhovnim, s poglobljeno nravno zavestjo, katere temelj je odgovornost. Danes seveda in pa ne podlegajmo mnogokrat napačni, enostranski propagandi, ki prikazuje cerkev kot neko, pridobitno organizacijo, ampak cerkev je in želi tudi danes še posebej pravzaprav biti samo orodje odrešenja, hoče služiti ljudem, pomagati, ne pa in ne gre za oblast.
in ne gre za to, da bo vladala, ne gre za to, da bo gospodarsko uspevala, ampak tudi s tistim, kar ima, služila ljudem, služila narodu. Zahvaljujem se vam, gospod Škof, da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti. Vas pa, dragi gledalci, lepo pozdravljam iz Škofije v Novem mestu. Nasvidenje do prihodnjega. Tudi z moje strani lep pozdrav in hvala lepa za povabilo in možnost, da sem lahko predstavil nekatere svoje misli. Hvala lepa in vse dobro možem. Nasvidenje, dragi gledalci. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj vsem bogastvu prebiva med vami. Vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi. Hvaležno iz srca Bogu prepevajte. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, nad vsem tem pa najbolj ljubezen. Ves, ki dela vse popolno, ves, ki dela vse popolno.